izhajajo v bistvu iz leksikona, ne. In potem okoli te ideje smo mi pač nanizali, v glavnem odgovorili smo si, no, kako bi dejansko predstavili to kulturno dediščino otrokom, ne. Kaj bova igrala? Zadnji del znanstvene pustolovščine, zadnjo igro. Labirint. Magnetek spraviti od začetka do konca labirinta. Ej, to ni labirint vsem. To ni. A si ready? Ja. Ja, kar. No, gremo. 3, 4 zdaj. Levo, levo. Ne. Aha. Kako se pa ti obrnil? V bistvu ne, je zelo taka dobra beseda, je ta v bistvu. Srednjeevropska znanstvena pustolovščina temelji na igri, pa na spoznavanju znanosti preko igre. Vsebuje vsak ta laboratorij, kot ga mi imenujemo, 3 igre različne. Eno je sestavljanje izumiteljev in povezovanje tega z njihovimi rodnimi državami, pa z izumi, a ne, to ti lahko pokažem malo lepš tukaj. Recimo, da je gospod Herman Potočnik izumil vesoljski let in ga damo gor na tole palčko. Meni se je zdela zanimiva ideja, da bi to naredili kot neko igro, se pravi kot neko tekmovanje, ampak hkrati bi pa vključili v bistvu vse te znanstvenike, ne, in jih v bistvu na nek način tudi predstavili na nek drugačen način, z neko multimedijskimi vsebinami, z nekimi vprašanji, z nekimi praktičnimi nalogami. No, ampak recimo, da ne vemo, da je on ta izumitelj, ne? Potem boš še malo šel z mano, gremo tukaj na računalnik in malo pogledamo, gremo lahko na leksikon, najdemo recimo tega gospoda Potočnika, takole pod P, malo pogledamo, Potočnik, Herman in lahko preberemo. No in vidimo, da je bil odgovor pravilen, da je res bil pionir vesoljske tehnologije. No in potem lahko gremo nazaj in damo gor pravilen odgovor, torej kaj je izumil. No mi imamo tudi dovoljene ene plonkiče, da lahko vemo, a ne. No in res je, gospod Potočnik Herman se je ukvarjal z vesoljsko tehnologijo in bil je Hrvat. Tudi to paše zraven. No in to je potem odgovor na eno vprašanje. Probala sem si predstavljati, če sem stara 10 let, kako bi rada spoznavala, ne vem, kopico enih znanstvenikov, ki nimam pojma o njih, kopico ene znanosti, ki nimam pojma o tej znanosti, ne, kako bi sploh, kaj bi mi bilo zanimivo, ne, in tako se je v bistvu potem nekako rodila ta ideja, no. Levo naravnost, 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 desno, 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 Ja, pa kje je tvoj desno pa levo, to ni? Zdaj, ravno tako se postavlja en poseben most, ki se imenuje Leonardov most. A ti pokažem, kako se ga sestavi? No, ok. Sicer upam, da ne bo vse razpadalo, tako kot ponavadi, ampak recimo... Prvi del projekta je v bistvu tista srčika tega projekta, iz katerega je v bistvu vse šlo. In to je ta spletni leksikon, ki je šel na spletni strani in dejansko ga je moč dobiti v 7 jezikih, se pravi je dostopen v 7 jezikih. In iz tega bom rekla, da se je pač tudi ta ideja začela. Je pa tako pregled v bistvu vseh znanstvenikov iz tega, bom rekla, geografskega področja, torej Srednje Evrope. Glavno, ja. Ti je že naredil? Ne. Jaz sem zdaj samo malo začetek pokazal, drugače sem navodila tukaj, začne se tako in potem se sestavlja do takšne oblike. Takšen most ne rabi ničesar, da stoji samo zaradi vmesnih sil med prečkami, a ne? Še levo. O, ja. Desno malo. Aha, super, ja. Zdaj pa, ja, naravnost. Desno. Kaj sledi
sledi pa v bistvu ta faza, da se pravi ta znanstveno pustolovščina zdaj potuje. Kar pomeni, da, kot sem rekla, da bo po vzoru teh nekih znanstvenikov potovala po vseh teh lokacijah. Se pravi, začne se tukaj v Tehniškem muzeju Slovenije, potem pa potuje na Dunaj, potem v Brno, v Krakov, Košice in v Budimpešti. Okej, naravnost in levo in naravnost. Zdravo. Ja,